Vi praznujete 80-letnico avtoprevozništva. Bizjak, ja. Avtoprevozništvo Bizjak sedaj se imenuje malo drugače. Ja, Sigar Bizjak. Kako se je pravzaprav začelo? Ja, fotar je začel takrat. Kako je začel? Začel je, kupil je startovan, ta ameriški Ford International, pa je začel takrat. Pa je za eno gradbeno firmo v Kranjki bila, je to cesto delal Kranj Ljubljana, betonsko cesto. Vi ste se pa rodil in potem nadaljeval to njegovo delo oziroma tradicijo. Vi ste se rodil v kamionu, ne? V temu? Ja. Kdaj je bilo to? 50 leta. In kako je? Ja, ti si jaz ne vem. Kako so vam pa povedali? Ja, mama je povedala, pa ata, ne. Kako vam je pa uspelo, da ste kot oče skupaj z ženo prepričal sinove, da so nadaljevali vašo pot? Mi smo imeli 2005 leta, ko sem se jaz bližal penziona, debato doma, družinsko. Smo rekli, da je tako na tej lokaciji, ki smo, ne moramo več. Nikoli nisem bil tak, da bi bil za vsako stvarjo zadovoljen, ampak zmeri sem nadgrajeval. Sem mehen. Ja, hvala, ste prišli, no pa adijo. Smo imeli doma debato, a prodamo firmo. Sta vsi narekli, a to už naredil? Sem rekel, ne nam naredil, ampak jaz ne morem več to. Cajt me malo potovku, vse veste. Moraš biti fleksibilen, jezike. Srečo sem imel, da je infant čist tehničen tip, drugi pa čist, kako preko komercialist, prodaja, rad govori, pa žena je bila cel življenje v šol, ga je učila, da je delal te tuje jezike. Vsake počitnice je mogel jeti v Nemčijo ali pa v Kanado k sorodnikom, da se je učil jezika. Koliko je sedaj zaposleni v firmi? Zdaj vse skupaj zaposlenih v firmi 128. V svojem nagovoru ste rekel, da je bila žena nekako pedagoški vodja dobrih odnosov v firmi in da je to še zmeraj. To je res, a veste kaj je? Žena nikoli ni hotela biti v družinskem podjetju kot, kako preko, ja, se je bila aktivna, ampak nikoli ni bila. Živo. Hvala, ki sprašujem, ja, živo. Ni bila nikoli tako, ker je bila prosvetna duša, pa ravnatelj je bila, pa za otroke je bila vzgojiteljica, tudi v šoli so jo radi imeli, zato ki je za vsega otroka najdla dobro besedo. Tudi če je bil še večji, ne vem, tak ali drugačen, ga je hotela spreobrniti, pa ga je spreobrnila. Bila je ravnateljica 24 let, žena. Kako bi predstavil sedajno firmo Bizjak? Ne vem, kako ne rečem. Včasih, če se s kakšno tako malo pohecam, rečem, če rabiš kakšno tako transportno firmo, da jo vzem nas, zato ker smo toliko kvaliteten, da so še naše napake kvalitetne. Dobro. Katere tovore vse prevažate? Ja, glavno tovore je to zelena logistika, rože, sadje, zelenava. Potem pa vozimo tudi zdravila. Tole imamo, kako preko, za Jägermeistra imamo ekskluzivo, smo hišen prevoznik. Več imamo takih firm, ki smo za njih, pa za te velike centre, Obi, Bauhaus, Merkur, Špar, Mercator vozimo rože. 80% našega tovora so rože. 80%? Ja. Potem tudi za to prekmursko? Tudi nekaj vozimo, ja. Tudi? Mi se tam, enkrat oni nam pomagajo, mi pa enkrat njim pomagamo. Sej gospod je tle tudi v te firme, je bil tudi tle. In potem ste prisotni praktično skoraj na vseh celinah, ne samo v Evropi. Ja, veste, kako je. Z Izraelom veliko delamo, iz Kostarike, Ekvadorja pa to pa važamo nageljne pa take rože. Vi imate izredno tudi sodoben avtopark oziroma... Ja, to smo pa vlagali zmeraj, zato sem rekel, če imam dober osnoven sredstvo, grem se lahko pogajati tudi kamorkoli. V nagovoru ste rekel, da v avtomobilu, v tem Mercedesu, ki tukaj za vami ste se rodil in s tem Mercedesom bi tudi rad odšel. To pa res, to je pa moja želja.